En srčen lep pozdrav, zdaj pa kratki video o Googlu. Sem imela nekaj težav, zdaj pa bi rada povedala, kako pa kaj, če bo komu kaj pomagalo glede varnosti. Zdaj, kar se tiče brskalnikov, zdaj jaz uporabljam tudi za kripto in za vse več ali manj Google, ker mi najboljš dela. Najbolj je odziven, tudi varnost se da kar poštimati, ni neke večje težave. Vendar je treba biti res zelo previden, ker so heki skozi Google zelo pogosti. Jaz bi najrajši uporabljala Mozilo, ampak mi v določenih primerih ne dela, potem je pa zoprno skakati sem ter tja. Zdaj, za kripto jaz uporabljam izključno en račun Google čist posebej. To imam posebej narejen račun, in imam zdaj gesla, imam zelo dolga, res dolga, velike, majhne črke, številke, posebne znake in to imam shranjeno na ključku zunaj računalnika, zunaj dosega mobitela in zunaj dosega računalnika. In ko to potrebujem, v bistvu pač ali ročno vtipkam, to je res mukotrpno delo, ampak se splača, črko po črko, ali pa v bistvu na kompjuter tudi kopiram, kar sicer ni najbolj pametna zadeva iz ključka dol, ampak to naredim zelo na hitro, vtaknem ključek v računalnik, skopiram in takoj v bistvu grem na nastavitve v Windowsih, govorim o Windowsih, izvrzi ključek, da ga pač pozabi naprava in takoj ključek vzamem ven. Čist takoj v bistvu. Zdaj, za kripto vam res vam svetujem, da imate posebej Google račun. In jaz ga imam tako narejenega, ta Google račun, da imam vse izklopljen, sinhronizacijo, gesel ne shranjujem, sploh nobenih, od kripta nič gesel ne shranjujem v Google, nobene, vedno, ko ponudi, jaz zavrnem to in gesla imam shranjena posebej varovana na ključkih. Zdaj, en Google račun imam za splošne stvari, se pravi za raziskovanje, testna denarnica, potem maile in te zadeve. Zdaj, tisti Google račun, ki ga imam za kripto, imam tudi mail posebej za kripto in tudi imam posebej telefonsko številko, samo za kripto in za te stvari, ki so finančne. In tisto kartico jaz vklopim takrat, ko jo rabim na telefonu, in ko je ne rabim, jo čisto izklopim. Jo čisto izklopim in imam tudi PIN, v bistvu, da je treba vedno znova vnesti PIN za tisto kartico. Pa eno kartico in eno številko posebej imam, pa samo za službo zaklicati in tako. Za službene namene je najboljš imeti za osebne namene je najboljš imeti en Google račun, za službene namene, če nimate službenega računa, pa spet drug Google račun. Vse to se da v Googlu vse poštimati, tako da imate lahko več računov, in teh več računov, da če želite, vam to lahko tudi povem, kako se to naredi, vendar je na internetu, najdete vse te podatke, zelo preprosto je, kako dodate Google račun. Tam desno zgoraj imate neko ikonco s svojim slikco ali pa logotipom, kliknete in tam imate dodaj račun in dodate nov drug račun, ali pa kreirate drug račun in tako naprej. Zdaj, kaj se meni zgodilo, toliko, da vam povem, pa če sem iskala nek artificial intelligence, skratka neke art zadeve, ki jih lahko ustvariš preko, in pa bloge, članke in te stvari preko umetne inteligence, in nisem nihče napovedal v teh YouTubih, katera stran točno je to, in potem sem šla jaz tako samo pač v angleščini in potem ne veš niti, kako se to napiše, in sem šla raziskovati, iskati v Googlu
In kaj se je zgodilo? Naletela sem na neko spletno stran, ki je mi zvenela točno to, kar sem iskala. Sem klikala na gor, v bistvu vse je bilo super, krasno, tudi URL je izgledal zelo v redu. Ko sem klikala na gumbek download za Windows, se nič ni zgodilo, že to mi je bilo malo čudno. Pa potem sem šla na neko drugo spletno stran in sem rekla, te ne bom uporabljala, to je nekaj čudnega. In v glavnem sem šla potem na neko drugo spletno stran in bi si morala vpisati z Google računom in očitno sem naletela na neko scam zadevo. In je takoj mi Google poslal, ker pač maile skozi spremljam, mi je poslal, da se je nek telefon zlogiral noter v Google, prijavil in ta telefon meni ni znan in sem takoj zablokirala in takoj sem šla zamenjati geslo. Zdaj, gesla je dobro menjati na vsake toliko časa, ne imeti skozi eno in isto, pa ne imeti nekih takih gesel, ki se jih je lahko zapomniti ali pa lahko odkriti. Ampak eno zelo težko, zelo komplicirano, zelo dolgo geslo, če hočete biti dosti varni na Googlu, a ne. Pa skratka, ti za kripto tam izklopite zgodovino, pač iskanja, izklopite, da vam lahko sledijo spletne strani, izklopite piškotke, izklopite vse te zadeve, v bistvu razen. Jaz potem dovolim v Googlu samo na tistih straneh, ki jih potrebujem, kakor recimo mintanje za Zen ali pa spletna stran od Krakena, na primer. Primera, ne, pač tisto, kar delam za kripto, a ne, pač tam dovolim piškotke, ker drugačno moram, ampak nikoli pa ne dovolim, da bi Google shranjeval gesla, ki jih jaz vpisujem za Kraken, in za druge aplikacije. Tega pa Googlu ne dovolim nikoli, a ne. In to se mi je obneslo, v bistvu, pač zelo hitro rešim. Zdaj Google imam na 2-3 računalnikih, ta delovni Google, jaz temu rečem, tega, ki ga tudi vi poznate, ki ga vidite, ki ga pač je javno objavljen, ga javno objavljam. Ta tudi mail, a ne, pač moj, ki je v tem Googlu. In imam pol kar 1,5 ure dela, da na vseh računalnikih oziroma na še 2 ali 3 telefonih to imam, je treba to vse gesla potem menjati, ampak se splača. Splača se, a ne, zaradi tega, ker vse podatke vam potem ta heker vzame dol, pa tudi vašo identiteto, vse lahko, nima dostop do vsega, v bistvu do česarkoli Google dostopa. Zato se tudi v aplikacije, različne aplikacije, ko mi ponudi, da se s Facebookom prijavim, z Googlom ali pa svojim računom, se vedno v aplikaciji prijavljam rajši s svojim računom, da ga posebej naredim na vsaki spletni strani, ne z Googlom, pa ne s Facebookom. Tudi Facebook so mi že shekali, tako da sem ga pol zaščitila, očistila hekerjev in sem zamenjala gesla in dala dvostopenjsko avtentikacijo. Se to moram pogledati, po moje Google to tudi ima, mislim, da ima, da bi tudi za Google to naredila. To pomeni, da pač imate, to je na telefonu, a ne, pa če sem Google avtentikator, to dela tudi brez spletne povezave, a ne, in to v bistvu zgleda takole, samo Google avtentikator, približno takole zgleda. In tukaj je 1 ura in na tej sem pač, jaz imam tukaj recimo veliko Kraken, imam dvostopenjsko avtentikacijo, pol imam Hotbit, Stake, KuCoin, Gatejo, Bilaxi, Bitrue, recimo Definex, Liquid, Bitmart. Za Kraken imam pa čisto vsako stvar posebej.
tudi za neko banko imam, za Facebook recimo imam Jobit, HitBCT, Crypto.com recimo. Za vse imam to dvostopenjsko Google avtentikacijo, kjer v bistvu ti, ko zahteva, pač najprej vneseš mail, geslo, telefon, karkoli zahteva aplikacija in potem vneseš še to Google avtentikacijo, se pravi te 6 številk, ki jih na vsako minuto Google avtentikator omenja. Jih pač moraš vtipkati noter teh 6 številk, da se preveri, da si to res ti, a ne. Potem imajo ene spletne strani, imajo tudi anti-phishing kodo, recimo to ima Binance, recimo ima to, pa nekatere druge borze imajo to, da pač ko dobiš mail, da imaš spodaj anti-phishing kodo, ki si jo sam izbral, v bistvu jaz imam pač neko ime pa neke številke, ki sem si jih zapomnila, so moje, vem, da sem jaz to zbrala. In če to vidim v mailu, potem vem, da so mi poslali iz te aplikacije. Če pa tega v mailu ni, pa vem, da je nekdo to poslal pač z nekega drugega maila kot ta organizacija oziroma aplikacija, ne. Kako tudi v bistvu jaz sem dobila pač kakor z Googla in to je bil sigurno heker, ampak to sem takoj prepoznala. V parih sekundah mi je bilo to jasno, da je to hek, da je to v bistvu težava in sem takoj šla v bistvu vse zamenjati. Me pa ni strah zaradi tega, ker to itak pač delovni Google račun, če bo karkoli narobe, tam nimam nobenih takih gesel, samo za delati v bistvu pač neke spletne strani, kjer čisto vseeno, ali pač heker pride gor ali ne, a ne. In lahko pač ta Google račun ukinem, zamenjam ali pa grem drugega in se preusmerim na drugega, tudi na drug mail, preusmerim maile na tisti mail, tako sem že zamenjala več Google računov. In pač tisti ljudje, ki so vajeni na neke moje stare Google račune pošiljati maile, jih večinoma tudi dobim, če ne grejo v spam, a ne. Jih dobim, ker imam preusmeritev v nov račun, ki ga imam pač zdaj kakšno leto ali pa 2. Tako da toliko varnosti na Googlu in to je isto pač tudi velja za druge iskalnike, brskalnike. Tudi če zdaj Mozilla je dosti bolj varna, dosti boljša, z drugih ne poznam, ker jih ne uporabljam. 1, 2, 3 sem probala uporabljati, pa sem bila zelo razočarana, tako da na koncu sem pristala spet na Googlu. Mu pa ne zaupati, nikakor ne. Google je centralizirana zadeva, v bistvu nove aplikacije se zdaj razvijajo, decentralizirane, različne aplikacije, ampak to je še vse v povojih in hekerji zelo izkoriščajo te stvari in v glavnem, kaj sem še naredila, no, pač ko sem Google pa vse to uredila, sem šla pogledat v programe. Če se je meni kaj nainštaliralo gor, v bistvu tam, ko imate aplikacije, programe, in sem našla 3-4 programe, ki si jih nisem jaz inštalirala in so se mi v bistvu inštalirali dejansko takrat sami, ko sem se v ta račun poskušala prijaviti. In je bilo nekaj v zvezi z nekimi igricami, neke stvari in to sem šla takoj zbrisati dol z računalnika in restartati. Sicer to v nekaterih primerih ne pomaga, bi morala komplet sistem zamenjati pa tako, ampak mi ni problema, zato ker ta računalnik dejansko je namenjen delu in snemanju in vsem tem stvarem. Če se mi kaj gor obesi, ni neke velike težave oziroma pač nimam škode, ker imam računalnik za ostale stvari posebej. Tudi vam to priporočam, da imate računalnik posebej za finance, banke, kripto, da imate to čisto posebej, da imate Google in ostale račune čisto posebej, gesla posebej, nič na računalnikih, nič na ključki, nič na
telefonu, imate lahko na ključkih. Zdaj jaz študiram en ključek, v bistvu, ki je enkriptiran. Najbolj so te enkriptirani ključki ali pa enkriptirani programi, za katere spet rabiš pač neko geslo. Enkripcijo v bistvu je varovalo, da ne more kar nekdo noter uleteti in vdreti. Zato v bistvu tudi enkriptiran ključek je dejansko tudi ledger, recimo, za kripto, in jaz se zelo varno počutim, ker moram fizično pritisniti tiste gumbke, jaz moram biti tista s svojimi prsti pritisniti, da se transakcije izvedejo, drugače se ne izvedejo in nihče ne more mi ukrasti sidov na ta način in nihče ne more do mojih sredstev, razen če bi jaz imela nekje te side spravljene, digitalno, da bi lahko heker do njih prišel. Tudi v bistvu, če vidim neke čudne akcije, čudne stvari, pa da se mi kompjuter obeša, da mi začne zelo cviliti, recimo grafična karta, in pa se v ventilator postane glasen, pomeni, da je CPU zelo obremenjen in da se nekaj dogaja. Če jaz ne delam grafičnih stvari ali pa videa, ker tazga je to ni normalno, in jaz takrat v bistvu takoj izklopim internet, fizično, kabel ven, restartam kompjuter, počakam nekaj časa, zato da se otresem raznih aplikacij, hekerjev in podobnih, ki se obešajo na računalnik in poskušajo pridobiti podatke in energijo, ker se da tudi elektriko krasti in črpati preko računalnika, preko interneta se da to. V bistvu o tem se je pred leti veliko pisalo, da so tudi neke slovenska večja medijska podjetja to počela z raznimi članki in pa objavami na svojih spletnih straneh. Če si se na pač določene novice prijavil, so ti črpali, sesali v bistvu elektriko. To se da, v bistvu te stvari, elektrika ni otipljiva, kripto ni otipljiv, te stvari so digitalne, virtualne, ne morete otipati za elektriko, veste, da obstaja samo, ker me vidite, ker je pač računalnik vam dela, ker vam luč dela, ker vam avto na elektriko dela, ker vam ostale stvari delajo, zato veste, da elektrika je, in če vtakneš prst v električno vtičnico, te lahko tudi ubije, tako da veš, da deluje, da obstaja, ni pa vidna in jo ne moreš vtipati, ne, deluje pa. In tako v bistvu delujejo vse te virtualne zadeve. Dejansko so, obstajajo, delujejo, tudi virtualni denar, vse, Zdaj, mimogrede, ko smo že pri virtualnem denarju zadnje čase, veliko spremljam v tem digitalnem kešu, ki ga tudi pripravljajo neke države in, ne vem, vrhovne institucije, finančne in centralne banke in to. In moje osebno mišljenje je, da te stvari ne bodo mogle delati in so se že večkrat izkazale za nedelujoče in so se sule. Tudi Putin je v Ukrajini poskusil na Ethereum omrežju v bistvu pač narediti centraliziran, to je bil centraliziran poskus v bistvu pač finančne, se pravi monetarnega sistema, in ne gre. Ne gre. Monetarni sistem, v bistvu kripto, blockchain, to je decentralizirano in deluje izključno decentralizirano, in decentralizirano je edino pravilno za moje pojme, To pomeni, da vsak od nas posamezno se odloča, kaj bo uporabljal, kdaj bo uporabljal, koliko bo uporabljal, komu bo dal denar, ali bo plačal davke ali ne, če želi, da ali ne. To pomeni decentralizirano, da imate svoje finance, svoje kovance, svojo energijo, lastno energijo, in vse, kar je decentralizirano, dejansko se prijemlje, ljudje to razumejo vedno bolj, da ljudje so siti nekega ukazovanja, v bistvu, kako naj živijo in koliko lahko imajo, ali so revni ali bogati, ali so lačni ali siti ali ne, kaj naj oblečejo in kaj ne, kako se morajo postriči in, ne vem, obrvi zrihtati. Tega so ljudje več ali manj siti.
in gredo v decentralizirane sisteme, ki pa delujejo počasi. Zdaj, zakaj se ne primajo tako hitro? Zato, ker je večino človeštva zelo lenega, mentalno, ljudje so mentalno leni in hočejo, da vse drugi naredijo namesto njih, ne želijo v bistvu se poglabljati v finance, v prehrano, v stvari za sebe, v samooskrbo. Hočejo, da vse dobijo na pladnju, da jim je luštno in da nogice namakajo v jezercih in morju in pijejo, srkajo koktejle in da jih nekdo, nek princ, princesa vozi v Ferrariju. To je pač, so neke večina sanje, to niso moje sanje, jaz želim sama in želim tudi, da imam možnost sama za vse poskrbeti, da nisem omejena. To sem še izkoristila to priložnost, da vam to povem, ko že mislim, ko vidim zadnje čase, v katero smer stvari gredo, tako da ne nasedete preveč na te razne zgodbe o teh centraliziranih sistemih, kako bodo za vse ljudi poskrbele in bodo pravične in bodo vsi ljudje dobili denar in pokojnine. Vse to so pravljice za lahko noč, za majhne otroke, ne pa za odrasle ljudi. Imamo izkušnje do zdaj, tisočletne sistemi so vsi bili enaki, vključno s tem digitalnim sistemom, vse je isto bilo do zdaj in ljudje smo bili izkoriščani vedno, če smo imeli neke vladarje, ki so odločali o nas. Prišel bo čas, v bistvu kriza bo sesula in države in podjetja, mala, srednja in državne institucije in ljudje bodo ostali brez dela in na cestah in brez denarja, imeli bodo težave in največje težave bodo ljudje imeli v tem, da se ne bodo znašli. Ne bodo se znašli, zato tisti, ki gledate te moje videe in delate nekaj sami na tem, super, jaz sem zelo vesela, da to počnete, ker vam bo v krizah in potem kasneje, ko bodo decentralizirani sistemi obveljali, ki jih bomo ljudje sprejeli, vam bo bistveno lažje, boste imeli dosti več znanja in vam bo pač to bistveno lažje. Saj ugotoviš čez čas, da res ni težko. Res ni težko, v bistvu pač na začetku že, ampak kasneje, potem, ko ti v glavi ostanejo termini, ko ti v glavi ostanejo pač neka znanja, ko vedno več jih pridobivaš, ni važno, koliko si star, 50 plus, kakorkoli, ni toliko težko slediti tem stvarem, samo treba si je pa vzeti čas na dan. Namesto, da greš v gostilno na pivo, si vzameš čas, pogledaš kakšne koristne videe, ne novice in neumnosti in vojne in nesreče in te stvari, ampak koristne stvari za finance in te zadeve. Ne zgodbic poslušati, jaz sem se kar čisto oddaljila od večine teh youtuberjev, influencerjev, meksikanskih in drugih skupnosti, ki so postale ekstremistične in samo nekaj govorijo in blebetajo brez rezultatov in brez, da bi bilo nekaj zelo konkretnega. To meni jemlje čas in tega jaz ne želim gledati, ampak gledam samo konkretne stvari, ki ta trenutek delujejo in so možnost za moj napredek in za napredek celotnega človeštva. To mene zanima. Kako bomo vsi skupaj napredovali, kako bo vsem nam skupaj lepo in v redu in kako bo vsak lahko delal, kar bo želel. Ker je to mogoče, ampak pač več ljudi more v to iti. Kdor hoče naj, kdor pa ne želi, mu seveda ni treba. Tako da vsak ima svobodno voljo in vsak se lahko odloči. Ne trdim, da imam jaz prav. Nikakor ne imam prijateljice, ki so popolnoma drugačnega mnenja kot jaz, ki delajo čisto nasprotno, kot delam jaz in čas bo pokazal, v bistvu, katere poti so prave. Sicer dobim tako, ja, tvoja pot je tvoja, moja, res je,
to drži, vendar pa določene zadeve, ki so univerzalne, kot je recimo delovanje človeške celice, ne more biti moja pot pa tvoja pot, ampak celica tako deluje in pika in konec. In fizika tako deluje in pika in konec. Ne moreš tega spremeniti, ne more, ja, nekaj malo po moje, nekaj malo filozofsko, nekaj malo po akademsko. Ne gre. Izkušnje pač določene stvari kažejo in je treba, pač določene stvari delujejo in določene pa ne in so samo v bistvu bla, bla, bla. Tako da jaz res ne želim zapravljati časa. In ti videi, ki jih snemam, se mi zdi, da so koristni, imam veliko feedbacka od vas nazaj, takšnega in drugačnega, ampak važno je, da dam informacije vam ven, če vam karkoli pomaga, pa če lahko komurkoli pomagam, da ne naredi istih napak, kot sem jih naredila jaz. Jaz bi bila res vesela, da bi nekdo, preden sem jaz šla v te stvari, dal te informacije ven, da ne bi imela takšnih izkušenj, kot jih imam do zdaj, vendar sem po drugi strani tudi vesela za izkušnje, za šolo, ki sem jo drago plačala. Tako da, če želite, da vam slučajno pomagam, kaj v zvezi z vašim računalnikom, nasveti, nakupi, varnostjo, virusi, čiščenjem računalnika, karkoli, se lahko rade volje obrnete na mene preko Twitterja, najboljše pa se lahko dogovorimo za pomoč. Lep pozdrav pa en zdrav pozdrav, tako da bodite v redu in varni na internetu in povsod. Predvsem pa zavarujte svoje otroke in jim povejte, da so na internetu res grde stvari, za katere ni fajn, da jih oni srečajo. In imejte pod nadzorom, pač dokler niso res samostojni, tam 14+ so že kar samostojni, prej pa imejte jih kar pod nadzorom in pomagajte, da ne nastradajo. Pa tudi vi. Lep pozdrav.